Hodniki ljubljanske pediatrične klinike pa so se danes spremenili v prizorišče tradicionalnega festivala imunosti, ki vsako leto poveže družine otrok z imunskimi boleznimi, od hudih alergij do otroškega artritisa. Za številnimi diagnozami se namreč skrivajo ganljive zgodbe, leta negotovosti, zahtevnih terapij, strahu, a tudi izjemna moč otrok in njihovih staršev. Festival družinam ponuja podporo, informacije in predvsem občutek, da v svoji stiski niso same. Špela Bezjak-Zrim. Lepo pozdravljeni, živijo Špela. 15-letna Veronika pravkar zaključuje osnovno šolo. Že kot majhna deklica pa je zbolela za otroškim artritisom. Imam vnetje kolen. Začelo se je kaj okrog 2 let in pol. Tak majhen otrok ne pojamra, ampak začela je padati in namesto, da bi napredovala v razvoju hoje, teka, je nazadovala, je šla nazaj na vse 4. Dolga pot od postavitve diagnoze do zdravljenja in terapije z vajami, ki so v času mirovanja bolezni ključne. Izbruhi se pogosto pojavijo ob drugi bolezni, kot je denimo gripa. Sicer pa lahko Veronika brez večjih omejitev počne skoraj vse. Se pa opazi, kadar dobivaš krče v kolenu, ne moreš pokrčiti do konca ali pa iztegniti do konca in pol tudi teže hodiš. Recimo ne moreš kolesariti, čeprav jaz rada kolesarim in zdaj kolesarim trenutno tudi doma. Moj sin bo naslednji mesec star 3 leta. So v bistvu že zelo zgodaj začela to pot nekega neznanega. Stalne okužbe, težave s sklepi in kupica drugih zdravstvenih težav so se pojavile že v prvih mesecih življenja. Diagnozo so dobili po 2 letih. Ima neko gensko okvaro, reče se ji TRAF3 mutacija, se pravi imunska pomanjkljivost, ki se mu v bistvu kaže kot konstantne okužbe oziroma zelo veliko okužb. S časoma se prilagodiš, sprejmeš diagnozo in se tudi sam ogromno naučiš, še pravi. Tako da jaz sem neskončno hvaležna, da ga imam, čeprav gre pač drugače, kot bi si recimo, ne vem, želel ali pa predstavljal na začetku. Družinam pa bi situacijo močno olajšalo, če bi država obema staršema omogočila odsotnost dela za čas zahtevnih terapij, pri katerih morata sodelovati in jih poznati oba. Mama najstnika z močno alergijo na arašide pa opozarja tudi na anomalijo pri izplačevanju dodatka za nego. Trenutna zakonodaja je urejena tako, da v bistvu je seznam 5 alergenov in v bistvu alergijo moraš imeti na 3 alergene iz tega seznama, da dobiš dodatek za nego. To je bolj podobno loterije. Čeprav otroci s hudimi alergijami potrebujejo dražjo specialno prehrano, številne družine do dodatka niso upravičene. Želijo si, da se to spremeni, število primerov anafilaksije namreč narašča. In to reakcijo je treba hitro spoznati in hitro zdraviti z adrenalinom. Te nas najbolj skrbijo, ker lahko ogrožajo življenje otroka. Prav zato je zgodnje odkrivanje najtežjih prirojenih okvar imunosti s presejalnim testiranjem novorojenčkov, ki ga pri nas izvajajo od leta 2024, tako pomembno. Del teh bolezni, če jih ne bi odkrili zgodaj, bi lahko otroci zelo zgodaj zboleli, imeli težke zaplete, tudi umrli. A veste, če nekdo reče, da ima otrok neko maligno bolezen, da ima otrok levkemijo, to ljudje razumejo. Če pa nekdo reče, da ima otrok imunsko posredovano bolezen, to pa nažalost ljudje največkrat ne razumejo, kaj to pomeni. Festival imunosti, ki ga organizira društvo, tradicionalno povezuje družine otrok z imunskimi boleznimi ter jim ponuja podporo, odgovore in občutek skupnosti.